sedaj in v skladu s 75. členom zakona o radiju in televiziji 21.30 prenašajo okence v Slovenijo, poleg vseh radio-televizijskih postaj, ki sestavljajo nacionalno verigo slovenske skupnosti ter RAE, Radio Slovena Argentina v svet, z pristavskega odra v Castellariju v provinciji Buenos Airesa, govori za vso slovensko skupnost v Argentini, gospa predsednica vseh 5 milijonov mladih, inženirka Saši Ažerbe Rang. Dobar večer vsem. Upam, da ste preživeli lep dan med nami in v dobri družbi. Lepo je videti, da imamo zdrav krog prijateljev, s katerimi se lahko dobivamo in zdravo zabavamo. Danes, ko zgleda, da je vse težje dobiti čas za reči, ki so važne v življenju, je lepo, da ga ne zmanjka v naši skupnosti. Morda je to tudi znak zdravja. Reči, ki so važne za življenje, imajo tolikšno prioriteto med nami, da si še vedno znamo najti čas zanje. Življenje nam zato ne mineva prazno, ampak ga živimo v polnem smislu, zvesti koreninam in samim sebi. Slovenska skupnost je prostor, kjer lahko dobimo prijatelje, z njimi preživimo lepe trenutke in pridobimo izkušnje, ki bogatijo naše vsakdanje življenje. Skupaj iščemo pot, saj je slovenstvo naša korenina in zelo važen del našega vsakdanjega življenja. Je del naše identitete. Od nas odvisi, da jo sprejmemo in posredujemo ali zanemarimo. Vsako leto bo nekaj novih članov in nekaj starejših, ki nas bodo zapuščali. Tisti, ki odhajajo, bojo gotovo spoznali, kako so mladinske organizacije oblikovali njihovo mladost in pripomogli njihovi vzgoji. Za nove člane je važno, da se jih ustrežno vključi, vzgaja v krščanstvu, slovenstvu, ter jim tako pomaga osebni rasti. Novi člane mladine, vi prinašate nove moči in pa tudi nove ideje. Te so vedno dobrodošle. Oblika naših organizacij danes bo oblika naše skupnosti čez nekaj let. Če sami ne bomo videli smisla ali se obotavljali, ne bomo zmožni nagovoriti mladih. Brez spodbude ne bo članov in brez njih tudi ne bo organizacij. Zato pojdimo v glavino. Če sami imamo dvome, vprašajmo se za smisel in zaživimo pristno, polno in srečno življenje, ki se bo na to izžarevalo v vseh dejavnosti. Ker pa včasih zmanjka moči ali mladi ne znamo pravilno ceniti danosti in možnosti, je tudi potrebna spodbuda družine. Ta je včasih kritična, da se najmlajši vključujejo v organizacije, da se odločajo za slovensko skupnost. Zato prosimo starše, spodbujajte otroke, da hodijo na pristavo, da hodijo v mladinske organizacije. Zakaj nepretrgana veriga članov iz leta v leto daje življenje organizacijam in skupnosti. Prosimo tudi Boga, naj ima pri tem pomagati. Pristavska mladina je prosila poslance za spremembo zakona 25.636. Nova verzija predvideva, da poleg argentinske himne v polnoči se vsak dan zapoje ob 20. uri tudi mladinsko himno. Sweet, the
Nadaljujemo z oddajo. Dobrodošli. Dobar večer, draga publika. To je bila letošnja 45. nacionalna ketna. Dobrodošli na novo oddajo Tebe noče. Dolgo časa je že potekalo, odkar smo se zadnjikrat videli. Po 9 letih trdega dela so se končno direktorjevi družbi le odločili, da me povišali na višje mesto. Jaja. Čestito. Ne mislite slabo. Ves ta čas sem delal kot vrtnar v direktorjevi hiši, zato... Ja. Jaz sem pa ta čas izrabila tako, da sem začela raziskovati svojo umetniško stran. Začela sem se učiti balet. Pozneje sem se predstavila tudi na najvažnejših odrih na svetu. Ampak, ko sem se zvila gležen, sem se odločila, da se zopet vrnem k novinarstvu, moji prvi ljubezni. Po 9 letih smo zopet tukaj, da vam prikažemo najbolj kakovostne novice z najbolj kvalitetnimi novinarji. Sigurno se sprašujete, kje je moj bivši spremljevalec. To ni mogoče. Razvajeni fantek zdaj oddaja novice iz tujine. Seveda, zaposlen je zdaj kot dopisnik RTV Slovenije. Medtem ko mene pošljejo v La Ferrere ali Festival del Suruvi, gospod poroča super cool novice iz Berlina. Dejansko, poslal nam je svoje poročilo iz Evrope. Prosim? Dobar večer. Želel sem pozdraviti vse moje ljube bivše gledalce v Argentini, ampak žal, kakor mnogi drugi begunci, se je moja pot nadaljevala v tuji deželi. Moje življenje ni isto, odkar sem zapustil Tebe noče. In vedno razmišljam, kaj mora Marko narediti, da si je zaslužil mesto kot voditelj oddaje. V tujem mestu sem se znajdel in vodim novice skupaj z Nato Kačo. Čeprav se v moji glavi dostikrat pojavijo spomini na Pavla. Če bi Pavla le sprejela moje povabilo na kavico, najino življenje bi bilo lahko drugačno. Priznam pa, da se tukaj počutim kar v redu. V zadnjem času sem imel možnost spoznati in se družiti z velikimi zvezdami. Zadnjič sem se spomnil na prispevek o festivalu Surubija v La Ferreru. Medtem, ko sem jaz imel možnost sodelovati na Oktoberfestu, na kateremu se bom najverjetneje tudi letos pridružil. Lepe pozdrave vsem v Argentini, če si kdo želi priti na obisk, ne pozabite imeti urejene in plačene davke na AFIP-u ter izpolnjene obrazce za menjavo v evre. Se slišimo kmalu. Ajde, čau! O kakšni kavi govori Pavla? Si lahko predstavljaš, me je povabil na kavo v Starbucks in potem je ni hotel plačati. Kakšna miška. No, pojdimo na bolj zanimiva novica. Ja, prosim. Pozdravljamo našega političnega analitika, gospoda Lojzeta Mahulja. Večer, Lojzet. Bližajo se predsedniška volitev na pristavi in naši kandidati ne izgubljajo časa.
Zato so začeli znova z njimi svojimi kampanjami in obljubami. Stranka gospoda Janeza Jelenca, ki je imenovana Gabr, je pripravila svoj spot. Gospodarstvo, administracija, bodočnost in republika. Oglejmo si video, prosim. Janez je prav. Tudi stranka, ki je trenutno na oblasti, Pristava za zmago, ki jo vodi naš Boštjan Modic, je pripravila svoj video posnetek, v katerem poudarja svoje dosežke v sedanjem mandatu. Prosim. Poglejmo si zdaj, kakšen je trenutni izid ankete, ki jo je zastavila TV Noče. V tej anketi so tudi stranke, kateri niso imeli dovolj proračuna, da bi pripravili svoje spote. Naprimer, Zedinjena levica, ki jo vodi Pajton Golob, katera ima svojo propagando na radijske oddaje Okence v Slovenijo. Lojze, daj številke. Prosim. Trenutni izid pravi, 40% bi volili gospoda Boštjana Modica, 20% bi volili Janeza Jelenca, 10% bi volili Mariči Stolbizer iz stranke Naprednjaki, 10% bi volili Pajtona in 20% sploh ne ve, koga bi volili. Ampak poslušaj, Lojze, sem slišal, da so tudi pripravili nekaj od Twitterja, tako? Ja, res. Kaj pa imaš o tem? A veš, če so že kaj tweetirali? Ja, lahko nam pošljete vaše mnenja in na hashtag Gabr, hashtag Dajmo Janez, hashtag